Gospod Lacko, iz tega projektne skupine, je Ministrstvo za okolje in prostor podal izjavo, da je letališče Cerklje izključno namenjeno za potrebo obrambe. To je samo v Republiki Sloveniji. Na podlagi te izjave je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo, da ni potrebno izvesti celovite presoje vplivu na okolje. Ampak vsi vemo, splošno znano je skoraj dejstvo, gledajte na internetno stran Ministrstva za obrambo, pa boste videli, letališče je javno letališče in civilno letališče in mednarodno letališče. Kar pomeni, da ta izjava je lažna. To je čisto osnovni primer. In zdaj, vsa letališče Cerklje v Krki je osrednje letališče Slovenske vojske. Vsi vemo, da Slovenska vojska lahko uporablja vsa javna letališča v Republiki Sloveniji. Mi se tudi zavzemamo, tudi če bo to letališče enkrat vojaško letališče, da vojska zagotovi v teh nedoločenih pojmih, recimo izredna uporaba ali pa uporaba za potrebe države podpornice, gostiteljice, potem izvajanja načrtov Open Skies, da se zagotovi enakomerna uporaba vseh javnih letališč. To pomeni, da bojo vsa letališča v Republiki Sloveniji enako obremenjena zaradi varovanja, enakopravnega varovanja, pravic do zdravega življenjskega okolja vseh državljanov Republike Slovenije. Ne, da bomo mi v našem območju degradirani za neko dejavnostjo, koristi so pa splošne. To isto govorimo tudi v jedrskem bloku. Krško polje bo imelo 2 bloka, 3 bloke odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, a vsi zatrjujejo, da je popolnoma nenevarno, da nič ni, da ne vem kaj, zakaj ne bi enakomerno porazili tudi te bremena, ki nastajajo zaradi teh posegov okolja. To pomeni, da naslednji jedrski blok je lahko v Ljubljani, zraven Džamije, teoretično. Samo še tole, NATO. Dokler minister za obrambo ni pripravljen z nami ali pa z bilo kom podpisati pogodbe, katera bo točno določena, kako se bo uporabljalo letališče, določena opredelila točno pojme, kaj je to izredna uporaba, ker tale tudi gospod iz nekaj časopisa je bilo, kaj je izredna uporaba, je utemeljil, kako to izredna uporaba, saj je NATO stalno v vojni. NATO je stalno v vojni, kako? Potem je tudi možna stalna izredna uporaba. Recimo, to so taki pojmi, ki se lahko zlorabljajo in se bojo in vemo, da se bojo zlorabljajo. In dokler se ta pogodba ni podpisana, vemo, da ker vojska še vsako stvar, ki je bila, je prekršila. Če gremo nazadnje pogledati izvedba dirke na Mobikrogu. Vsi smo se jezili, kaj je to. Vojska ima odločbe, ima vse, ima prepovedi. Upravna enota je da odločbo za dovolitev javne prireditve na območju vojaškega letališča, na območju Mobikroga. In to, vidite, da je dirkališče, steza za izvajanje preizkusov motornih vozil ali pa pripravo dirk, je isto potrebno narediti celovito presojo vplivu na okolje. To pomeni, za vsak dan jih imamo, vsak dan jih srečujemo, ko ne izpolnjuje določenih družbenih zahtev, oziroma ali pa družba drugače pričakuje od njih. Recimo, tudi hrup. Če doma mož kriči na ženo, je malo bolj glasen, je to nasilje nad ženo. Kaj pa to nasilje, ko nekdo, ti živiš v svojem, ne govorim, da sem jaz zapustil svoj dom, govorim o tem, da sem jaz doma v svoji hiši, na svojem kavču. In nekdo pride in me s hrupom moti v mojem bivalnem okolju. To je pa direktni poseg v tvojo zasebnost, to ne gre za ne vem kaj. Lahko pa imajo, mi nismo proti tem, da imajo letališče, lahko imajo letališče, samo naj na podlagi teh novih spoznanj. Kot bomo zdaj videli, ne bomo več govorili samo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ampak bojo sedaj prišle v spredje okoljske pravice, ker človek je bil s sedanjimi sredstvi, je sposoben tako posegati v pravice drugih ljudi, da ga je potrebno omejevati. Jaz bi samo tole dodal. Če gledate izpiske, mi, če ne drugo, vse v Zvezi ekoloških gibanj si izrežemo, kaj pišejo o nas. In moram reči, v 2 letih imam vse en tak dosje, najmanj 100 člankov in 100 različnih izjav
o namembnosti vojaške letališče Cerkve. Od različnih funkcionarjev, od mojega sorojaka, generala Lipiča, pa do drugih gospodov, pa ministrov, pa politikov, pa ministra Vizjaka, pa marsikoga, ki so dajali o namembnosti tega letališča. In zdaj najnovejše je Ljubljanski dnevnik, 2 dni nazaj, Dragana Stankovič, pač piše, to je splošno znane podatek, 70 milijonov evrov težek projekt, od tega 38 milijonov sofinansiranje NATO. Vredo, zdaj, zakaj NATO kar tako financira, zato ker smo ampak pol pa izjava, ki je bila dana na Ministrstvu za obrambo, da isti novinarki, v prihodnih fazah bodo zgrajeni še nadzorni center, objekti obvezne vojaške službe, objekt za protipožarno podporo. Osrednje vojaško letališče Slovenske vojske bo edina zračna vstopna točka vojaških letal v Sloveniji. Opravljalo pa naj bi tudi podporo NATO v primeru vojaške ogroženosti in večjih naravnih nesreč, kot pravi na Morsu. To pomeni, da to letališče v vsakem primeru bo za potrebe NATO pakta. Ali pa drugače povedano, vse se ne moramo spredevedati. Imajo v svojem projektu zapisano, da izvedli naj bi 15.000 vzletov in pristankov na leto. To bodo počeli z tistimi 10 pilatosi ali pa s tistimi 10 helikopterji. A to, če preračunate, je to. Glavne, to sprenevedanje, zakaj bo, če bo, je samo za javnost, da se pomiri in tako naprej. In jaz mislim, da je toliko podatkov resničnih ali pa namernih, nenamernih je bilo dano, da bi se nekdo mogel v vladu resno vprašati na tem ministrstvu za obrambo, kdo daje izjave, kakve izjave daje, da se te izjave tudi na vsake mesec dni niso kontradiktorne, da se med sabo natepejo. In nas, okoljevarstvenike, ki te podatke dobimo iz javnih inštitucij, z medijev, mi se jih beležimo in zdaj nekdo mora reči, ali se jih mi izmišljujemo, ali se jih pa dejansko nekdo v tej vladi za ministrstvo za obrambo izmišljuje, pa ne zna z njimi dejansko jih javnosti predstavljati.